Vinski, ki se imenuje Albiana, to je naš nov brand, ki je zdaj v marcu bo 2 leti, kar smo na trgu s novo blagovno znamko. Da skrajšam, smo vinogradniško-vinarska kmetija, smo specialisti, na 20 hektarjih obdelujemo 90 tisoč trt, spet bomo še nekaj širili. Kot veste, smo na področju cvička, smo na Dolenjskem, tudi mi smo en večjih proizvajalcev cvička, to je vino, s katerim do sedaj še vedno živimo in se razvijamo. Vse to, kar boste danes videli, smo postavili nekako s cvičkom, v večji meri sami. Albiano je pa pač nadgradnja vsega tega, naše želje po kako naj rečem, čim boljšem izkoristku naših danosti naravnih, tudi izziv za naše znanje, tehnologijo in vse, bi radi na Dolenjskem pokazali nekaj več kot samo cviček in mogoče ste nekateri že opazili, verjamem pa, da še boste v mogoče nadaljnjih letih. Vedno se trudimo za regijo, drugače pa smo klet mirnih, suhih, svežih vin. Je pa res, da gremo tudi v peničarstvo, zdaj imamo v tem kozarcih prvo našo penino, o kateri bo mogoče Miha kaj več povedal. Izključno se bomo držali penin po klasični metodi, zelo resnim pristopom, kajti verjetno ste slišali že naenkrat, da imamo primerljive, če ne boljše pogoje kot šampanja za predelavo penin. In tudi v Sloveniji imamo najboljše pogoje, to zdaj nam vsi že priznavajo, kajti smo najhladnejša regija in nam to omogoča, ker imamo to živahno kislino. Kaj naj rečem, vse grozdje predelamo doma, mogoče do 10% odkupimo še neke stvari, predvsem za cviček. V Albianu pa vključujemo vse sorte, ki so pač na razpolago. V zadnjih parih letih smo tudi še dosadili dve, ki so novejše, svetovne, rumeni muškat in pa recimo Sauvignon, s katerim imamo zelo lepe uspehe v zadnjem letu. In pa tako, kot ste rekli, že peničarstvo, cviček zaenkrat ne bomo opustili, bomo na tej ravni obdržali, razvijali bomo pač pa vse sorte v Albiani, to se pravi, glede trga se bomo prilagajali, kar bomo lažje prodali, bomo mogoče malo povečali količine, kar pa težji pa mogoče malo manj. Na tem mestu sem z mojo družino tretji rod, imam 3 osnovnošolske otroke, oče in mati sta upokojena, že 2 leti ne živita doma, ker sta nekako se mogla distancirati od dela, ker nista znala unilovke narediti, 2 dni na puno. Pol je bil pa problem, sta bila izčrpana, tako da sta dol v Skovcu živita in pač prihajata po svojih močeh pomagati domov. Večino stvari je zastavil oče, kar boste videli, večino oče zastavil, kajti leta 1936, odkudar izhaja Albiana, sta Albin in Ana kupila to posest, je 20-hektarska kmetija, tako kot je še danes bila že takrat, tako da po vojni ni zapadla v denacionalizacijo, govorim skupne zemlje. Tako da danes pa imamo vse skupaj nekaj čez 30 hektarjev z gozdom, tako da nekaj čez 20 je obdelovalne zemlje, ostalo je gozd. V okviru kmetije imamo tudi podjetje, že 20 let. Ustanovili smo ga z namenom, da smo lahko glede na večje povpraševanje kupovali grozdje in vino, katero se je potem razvijalo in namen podjetja je nekako, da prevzame grozdje, ga predela, doneguje in proda in pa postavi marketing, ker je potreben in delo z vinom na trgu. Zdaj lanskega maja smo imeli otvoritev novih prostorov, smo napravili tale prostor, v bistvu je rekonstrukcija objekta bila, včasih je bil spodaj hlev, tu se ni, ampak smo se porušili pa na novo naredili. Tako da sinoć smo si želeli en, bi rekel, tak dostojanstven prostor za degustacije, kjer na primeren način lahko take goste, kot se vi, postrežemo, jim razložimo, kaj delamo, zakaj delamo in kaj nam to pomeni. No in plod tega je dejansko Albiana nastala, kot sem rekel, takrat sta stara oče in stara mati tole kupila, oče je večino postavil, mi pa zdaj to samo nadgrajujemo in peljemo nekako svojo vizijo naprej, kako razmišljamo. Jaz pravim tako, da sem kar prepričan v to, da kdor v Posavju ne bo izkoristil naslednjih 20 let, bo zamudil zelo, zelo veliko. Pustimo zdaj cviček na stran, to bomo še vedno počeli, ampak govorim v
prid vsem ostalim, kar se zdaj dogaja na Dolenjskem. Tudi, ne vem, če ste opazili, ampak midva hodila dosti z Mihom po terenu. Dejansko in Štajerci in Primorci zelo strižejo za šest, se pravi, so slišijo in vidijo, da se nekaj tu dogaja. Zdaj je v bistvu samo na nas, da to res, bi rekel, te govorice izpolnimo. Poleg nas je še kar nekaj vinarjev, ki se v tem smislu tudi trudijo, tako da jaz verjamem, da bomo regijo popeljali na en višji nivo, kar se tiče tudi ostalih vin in pa ponudbe. Ne bi kaj preveč dolgovezal, dajte, bi jih povabili za vsak svoj kozarc vzamete? Za vsak svoj kozarc, da se ne bo penina vam na soncu ogrela preveč, ker vemo, da penina rabi svoje pogoje. Pa ne Miha, kako besedo reče? Miha bo pa pele besedo rekel okoli penine. Ja nič, še lep pozdrav v mojem imenu, ker poprimte za kozarce, da ne bom jaz samo razlagal nekaj o vinu, pa to se tudi potrdilo v kozarcih. Glavnem, danes bomo nekaj probali, malo bomo si klet pogledali. Začeli bomo z našo penino Albiana Brut, ki je v bistvu naša prva penina, ki smo jo proizvedli. Gre pa za neletniški brut, ki je zvrst med Chardonnayem 70% in 30% kraljevine kot lokalne sorte, s čimer smo naši penini dodali en tak poseben pečat regije, pa zaradi tega verjetno še za marsikoga dosti bolj simpatično izpade, predvsem za tujce. Kakorkoli, na osnovne vino je bila speljana 100% malolaktika, tako da vse skupaj malo bolj mehko izpade v ustih. Potem pa je 22 mesecev ležala na kvasokah, po degužaciji pa je prejela še 6 gramov ostanka sladkorja, da vse skupaj izpade tako igrivo in živahno. Vse boste sami videli, z Jernejem smo dosti krat se pogovarjamo o tem, kakve penine v Sloveniji so, pa kaj Slovenija rabi, pa kaj Slovenija ima. In tako je Jernej prej rekel, da imamo ene dobre naravne danosti tukaj. In to je verjetno predvsem ciljev, oziroma je ciljev na to živahnost kislin, ki je tukaj. Zdaj so to samo poznali pod cvičkom. Cviček je bil tista kislica, ko so vsi pravili, ja, to se ne pije. Tudi cviček se modernizira, ampak za penine je pa to zelo dobrodošlo. Da ti zajameš potencial kislin iz vinograda, ki jih lahko dobiš, in v bistvu začepiš eno energijo v steklenico. In to ti potem da eno kvaliteto na dolgi rok. Penine so vina, ki jih zorijo dolgo časa, in zato rabiš to energijo, rabiš energičnost. Sicer pa penina je tudi vino, ki dviguje razpoloženje, ne smete umirjati, to nas more kar malo nasmejati, pa kar malo lepše barve dobiš na očeh. Tako da na zdravje. Zdaj imate vsi, kdo še nima, kar vzamete si kozarca bi naj bilo dovolj. Laktika, mi se na takih poteh tudi malo izobražujemo. To vsi, upam, da vas ne podcenjujem, spoštovani kolegi, ampak da boste vedeli, kaj je malolaktika, če lahko razložiš. Malolaktika pomeni, se pravi, imaš alkoholno fermentacijo, samo takrat se še zadeve ne končajo. Potem še obstaja tudi malolaktična fermentacija, ki pa spreminja jabolčno kislino v mlečno kislino. In jabolčna kislina je tista, ki je malo bolj rezka, malo bolj ostra. In če hočeš vino, kaj se tiče kislinske strukture, malce razbremeniti, malo bolj narediti mehko, okroglo, potem spostaviš malolaktično fermentacijo oziroma mlečno kislinsko fermentacijo. To je bolj poznano pri rdečih vinih, rdeča vina grejo vsa skozi tole. Pri belih vinih pa ne, zaradi tega, ker hočeš, da ostanejo sveže. Zdaj pri penini je pa spet druga stvar, tako sem že prej rekel. Živahnost kislin imaš in se lahko privoščiš še malolaktično fermentacijo, ki daje po eni strani tudi polnost, po drugi strani pa predvsem je mehko vse skupaj. Upam, da je mehko vse skupaj. Mogoče bi sam še eno stvar dodal tu, tudi vinarji, ki mogoče niso še dosti, podkovani znanjem, razmišljajo v tej smeri, da dejansko malolaktika zniža kislino. V bistvu ne gre za znižanje kisline, gre samo za prenos iz te ostre jabolčne v mlečno, ki je mehkejša. V bistvu se skupna kislina bistveno skoraj ne spremeni. Skupna kislina se samo na račun vinskega kakama spremeni, to je pa se zgodi ponovadi čez zimo.
in nekje, ne vem, od 0,5 pa do mogoče tudi enega volumskega procenta se pač zniža odstotka dol kislina. Drugače, pri sami malaktiki pa gre samo za prenos teh razmerij v samem razporeditvi iznotraj kisline, ki so noter prisotne. No, mogoče bi jaz temu dodal, vi se nekateri spomnite starih cvičkov, ki so rekli, da se moraš v polnoči obrniti, da ti želodec takrat ni bilo malolaktične fermentacije in zdajle, recimo, in veliko ljudi cvička ni pil. Jaz sem, recimo, moral skozi ruporute jesti. Zdajle pri novih, modernih cvičkih nimaš nobenih problemov več. Jaz lahko v bran cvička povem samo to, da pri tistih vinarjih, ki smo v bistvu že zadnje leta razmišljali v tej smeri, imamo kisline dosti nižje, kot so bile včasih. Dejansko lahko rečem, da pod povprečjem slovenskih vin so se giblje vse pod 7 pri boljših vinarjih, ki so šli modernizacijo cvička. Tudi včasih se preveč približa 6, ampak ni nobenega problema. Zdaj smo tudi v fazi dejansko Visko-gozdarski zavod Novo mesto in pa Vinski inštitut Slovenije in pa 6 vinarjev smo pristopili k enemu projektu, ki je podprt z evropskimi sredstvi glede tehnološke, dograditve oziroma nadgradnje predelave samega vina cvička. Naj bo celotni postopek predelave grozdja, kaj se da narediti v smeri, da to vino nekako, rečemo zdaj radi moderno, približamo tej milenijski generaciji, ki je tista, ki naj bi naprej konzumirala in pa tudi naslednja. Kajti vemo, da pivce moramo tudi nekako na nek način vzgajati, jih skrbeti za njih, da bojo pač trošili to vino. Pri vseh zadevah je tako. No, to je bila kratka, Prigrizki niso za gledati. Lidija, to je bila kratka predstavitev. Ja. Zdaj, vse, kar boste suho